Dobro jutro, dober dan. No, zdaj smo se pa res že vsi prebudili. Mislim, da gosta poleg mene sploh ni treba predstavljati. Kdo je to? Pižama, ja. Tako da jaz se danes tako dobro počutim, meni je ime namreč Irena. Jaz sem urednica otroških knjig, se pravim, sem tako tista mali iz ozadja, da spodbujam naše avtorje, da nekaj spravimo skupaj. Se pravi, Pižama vsi zelo dobro poznate, zraven njega pa sedi, a slučajno kdo ve, ampak skoraj da ne verjamem. Kdo? Kdo? Ne? Ampak zelo blizu si. Kdo? No, zraven njega je pa Igor Šinkovec, a ne, in to je zelo dober ilustrator. In danes boste pa izvedeli, katere 3 knjige od vseh teh knjig, ki so na mizi, je ilustriral prav Igor Šinkovec. Že vidite, že dobro vidite. In seveda vidite tudi zraven, ker je že odprl eno ilustracijo in to je prav original. Boste lahko potem šli pogledati, kako to izgleda čisto od blizu. Ob straneh, a ne, se pa tako potujejo, pa slike, podobe iz te njune zadnje knjige in sicer si že kdaj jezdil morskega konjička. Zdaj pa tako, vi Pižamo poznate ne samo po njegovih knjigah, a ne, ker danes bomo govorili predvsem o njegovih knjigah, ampak poznate ga mogoče tudi po gospodu Gnilcu, po Šnofiju, ki je čisto njegov, a ne, tudi, in potem kot prevajalca, ne, po kapitanu Gatniku, po Pasjem možu in še bi lahko naštevali, skratka, pa ne samo to. Zakaj ste vi vedeli, da je to točno Boštjan? Zato, ker on zelo veliko nastopa in verjamem, da ga je marsikdo od vas videl že v živo. Igorja pa pač ne, ker Igor pa lepo sedi doma za svojo risarsko tablo in dela. Boštjan pa piše, mogoče, kdaj pišeš, Boštjan? Ponoči ali zjutraj? Ne, jaz pišem največkrat dopoldne, ne, pač, ker jaz sem tako kot pisarno imam, ne. Imam pisarno, ne, ker prevajam pa sem, ampak tudi pisanje se mi zdi, da največkrat pišem kar dopoldne, pač jaz zjutraj peljem sina v šolo in pa se pač, ali grem jaz naprej na kakšen nastop, grem na kakšno šolo otrokom razlagati, knjige so ful v redu, dajte jih brati, ne, in oni rečejo, kaj je s tabo, boomer, ne, in jaz rečem, ne, res so dobre, in pa povem par for iz knjig in rečejo, wow, pa so res dobre, pojdimo pogledati v knjižnico, a ne, ali nas je ta Pižama naplahtal, ali govori resnico. Če pa nimam nastopa, se pa jaz usedem v pisarno in to zgleda pa tako, da najprej 1 uro igrice igram, ker rabim malo, pač kavo srkam, pa igrice igram, ampak zraven pa že po glavi malo mi skačejo pač tiste stvari, ki jih bom tisti dan delal. Zdaj, če je to prevajanje, majčkeno razmišljam, kaj so kakšne te besedne igre, ki me čakajo, a ne, zdaj ne vem, če ste brali, vsi, ki berete kapitana Gatnika, pa Pasjega moža, veste, kako sploh v kapitanu Gatniku so zmeri kakšni napisi, ki jih Grega in Klemen premešata, a ne, tam moraš tuhtati. Pri Pasjem možu so to pesemce in na tem mestu bi se rad opravičil vsem staršem, ki so tam mali že prebrali Materin vrh in od Pasjega moža in zdaj prepevajo Kakčevo pesem na ves glas, ko pridajo obiski. Če tega še niste naredili, naredite to. Naučite se Kakčevo pesem, pa jo zapojte, ko bojo obiski prišli decembra okoli, pokažite, da znate pesmice. Ali pa pišem, a ne? S tem, da to pisanje je pa tudi pravzaprav, da meni zgodba, ki vem, da jo bom pač pisal. Zdaj, ali je to, ne vem, da se zmenimo, da bom tukaj, ne, za eno slikanico, ali je to, ne vem, mogoče za lahkonočnice, ki me kdaj prosijo, da napišem, ali pa pač sam tako rečem, v neki bi pisal, kaj? Je pa tako, da že prej veliko tuhtam in to pa se zgodi to tuhtanje v avtu, ponavadi. Ko se vozim, ne, grem na stop, recimo zjutraj vstanem, ob 7 rečem, danes se bom pa pelal, ne vem, na Koroško, a ne, se pravi, bom 6 ur v eno smer rabil, približan s temi cestnimi povezavami tam in potem med vožnjo pač tuhtam, recimo, pisal bom o tem, ne, zdaj pa kaj bi lahko napletel in preigravam razne smeri, razne stvari, ki bi se lahko zgodile, tako da pa, ko se usedem za računalnik, pa pišem, že na približan vem. Ampak pa se mi pa zmeri zgodi, da me oni liki, ali so to otroci, ali so živali, ali so zmaji, karkoli, me ponavadi presenetijo, ker začnem tipkati in pa se oni kar začnejo malo po svoje oglašati ven, ne, in stvari, ki jih nisem nameraval, pa jih oni naredijo, pa rečem, saj to je pa še bolj, kot sem jaz mislil,
in vključim v zgodbo. Ne? No, meni se zdi to še kar zabavno, ker to je enkrat Andreja Rozmana Roza poznate. Tudi, a ne? No, on je enkrat pripovedoval, da podobno kot ti, da ko se vozi v avtu na nastope, pa če gre na drug konec Slovenije, potem si takrat zmišljuje pesmi, ne? In včasih se pol ustraši, da bo pozabil, ne? In se pol ustal, pa si hiter zapiše na kakšen papir, ne? Da včasih se je tudi posnel, ne? A si ti zapomniš to Jaz vse? imam na uri tle naštiman bližnico, da tapknem v en kot in se mi odpre snemalnik glasu. Ne? Tako da je tak, zdaj to, če sem v avtu, če sem pa doma, recimo, ali pa v posli, ponovadi je tudi zvečer, ko tako tuhtaš in imaš eno idejo, pa zdaj ne nujno za zgodbo, ponovadi je to za stand-up ali pa kaj tasga. Imaš idejo in se reče, koliko hudo, to bom pa jutri tako dobro napisal, in pa se zjutraj zbudiš in si, kaj sem jaz nekaj razmišljal in nimaš pojma. Ne? In zato pa ali telefon vzamem, ali se tudi posnamem, ali pa kar noter natipkam. Recimo zdaj, ko ustvarjam eno knjigico, ki bosta, to bo pol, ne vem, naslednje leto enkrat zaživela, te dva Kika in Riki, ki ju poznate iz teh mojih karantenskih pripovedovanj, sta se razvila zelo drugače, kot sta bila tam. Recimo imam eno beležko in potem, ko se kaj spomnim, noter napišem in da imam na enem kupu. No, saj zanimivo je to, a ne, Boštjan je za otroke najprej prevajal knjige, a ne, Gatnika je že omenil, pa take, takrat si je moral zmišljati tako smešne besede, da je to tako bilo, kaj svojemu uredniku Andreju Ilcu to povedal, pa on takoj letel naokrog po pisarnah, pa nam govoril to besede in smo se pol vsi režali. Tako da je bilo samo vprašanje, kdaj boš začel pisati, a ne, kakšne avtorske reči. Potem mogoče kdo od vas pozna iz Cicibana tudi Bradno značko, on ne samo, da zelo rad piše, kar je kar nekaj takih naših pisateljev, on tudi zelo rad bere, a ne, in se zelo dobro pozna, ne, knjige za otroke. No, ampak v resnici jaz se zelo močno, za Šnofija vsi nekateri poznate, te malce Eni so že večje. prej rekli, da so vedeli, on z Matejem riše Šnofija, zikar je Matej to. Z Matejem Dečekom in začel se to z revijo Pil. Najprej si začel malo za večje, pa si šel pa malo bolj dol. Ne? No, ampak hotela sem to povedati, da ko sem jaz prebrala eno pesem, kaj se skriva v očku v bradi, a ne sem rekla, ja pa to ne more biti res, pa ta človek je res, zdaj pa nujno, da on čim prej napiše eno zgodbo za slikanico. K sreči, da ima doma enega tazga mulca, Mičkanga, koliko je zdaj Erik star? Zdaj že 10, Že 10, Svit je že 10. ampak takrat je bilo pa tako da. že 2019 je ta knjiga, se pravi, si že kdaj pokusil? Ja, no? si že kdaj, mislim, da je koliko, 2017, glih je ne 5 let je bil star, ne, ker Ja, sem jo tako, napisal. kot si jo napisal, pa predno je šla. Da se Ja. zmenimo, kje pa kaj, pa da je prostor, a ne, za izdajo, pa vse. Tako. Ker mi, če pa da se zdaj nariše Igor. če se zdaj pogovarjamo, a ne, za knjige, se pogovarjamo za leto 24. Za leto 2023 je že vse nekako, vemo, kaj bo. Je pa res, da to bomo pol kasneje dali Igorju besedo, ampak jaz zdaj le to povem, da dobro slikanco naslikaš, traja najmanj pol leta, ponavadi pa eno celo leto. A ne? To je res dolgotrajni proces, res pa je še nekaj. Boštjan je to zgodbo napisal, jo je poslal, je bila precej daljša. Potem preden smo jo dali Igorju, jo je že majčkan pokrajšal. Potem pa še sproti, vmes, najmanj 4-krat, 5-krat, a ne, predno pride do tega, da izide v slikanci. In tudi pol že pravzaprav, ker smo imeli nekaj, potem ti dobiš, tako ti pošljajo iz založbe knjigo, ki je že v računalniku narejena, in pa kar še bereš in kar še rečeš, tako, a je že v tiskarni, kliče mi prav, jutri bo se rekel, daj še ta stavek spremen, daj še ta stavek, ker to bi kar skozi spreminal. Če bi lahko kazmeri najdeš, ka ne vem, 10-krat, 20-krat prebereš, pa rečeš, tle bi pa bolj ta beseda not pasala, ali pa, ta te dva stavka sta pa odveč, a ne, čeprav to se bolj redko zgodi, to bolj urednice rečejo, ka bolj vidijo, mi imamo pa radi tako te svoje besede, ne dam jih, ne dam. No, Boštjan tudi zelo dobro zna z jezikom, a ne, tako da to on vidi tudi vse vejce, vse pike, ne samo vsebino, a ne, zelo hitro vse opazi. Je pa nekaj res, ne bomo danes samo govorili, Boštjan bo tudi pripovedoval in bral. Ja, pa bomo tudi brali, pa tudi pripovedovali, da ne bo samo omizje, pa večerna gosta. Pa bo pa Boštjan še pripovedoval, mi bomo pa malo poklepetali. Ampak hotela sem to povedati, a ne, da je odvisno od avtorja, s katerim sodeluješ. Recimo Boštjan, ko pride v uredništvo in se usedemo recimo
recimo ob ekranu, pa gledamo to, kako gre besedilo in on to vedno na glas pol bere. In to je tako skoraj, da bi pripovedoval. In takrat, kadar nekdo tako bere na glas, hitro vidi, aha, mogoče je pa to malo težko tako vse te besede, pa jih lahko malo zasuka. No, ampak jaz bi zdaj samo predno gremo, a ne k ta zadnji knjigi in danes smo tukaj zaradi zadnje slikanice Igorja in Boštjana, oziroma Boštjana in Igorja, in sicer si že kdaj jezdil morskega konjička. Ampak Šnofija smo že omenila, ne? Tamle je en strip, a ne, Reformatorji, ki je že za malo večje, ampak si ga boste pol lahko še malo ogledali. Potem je pa si že kdaj pokusil Luno, o kateri smo zdaj že nekaj rekli. Tukaj je pa ena kartonka. To je pa ta pesem, ki sem vam jo prej omenila, kaj se skriva očka v bradi. To sta vidva naredila za revijo, a ne Cici Do. Ne, jaz sem tebi poslal, takrat, ko ste bili, ko misliš, da bi bilo to za Cicido, pa si rekla ti, da to bomo kar knjigico naredili. Ojoj, za Čebelico, joj, Ja, sem za hecna. Čebelico, A ja. vidite, kako sem še zjutraj malo zmešana. In potem je to išlo v zbirki Čebelica. Seveda, ena sama pesem pa se je, kaj to bomo naredili. In to je bila taka, res, Boštjan je to, mislim, taka pesem je, ki ti kar odpira, ja, kar zlezu mi noter v brado, noč se pa odpirajo svetovi, domišljijski, a ne. Fantek, a ne, mora iti v vrtec, ampak prej pa se še vse sorte v bradi godi. In Igor je to tako dobro narisal in vidiš, meni je to zdaj kar išlo iz glave, si mislim, da je bila najprej v Cicidoju. Ne, najprej je bila v slikanici Čebelica, potem pa je bil zdaj en razpis, pa smo naredili še kartonko, tako da bojo zdaj dobili vsi novorojenčki v naslednjih 2 letih prav tole kartonko. Zakaj sem jaz to tako vesela? Prvič je odlična pesem, drugič je odlično upodobljena in hkrati je to povabilo najmlajšim, a ne, da vejo, kako fino je, če imamo knjige. In potem si pa lahko zmišljujemo, a ne, kaj vse se še v teh bradah skriva. Evo, zdaj gremo pa k ta zadnji naši slikanici in sicer, glejte, tamle gor je naslovnica. Ne, Boštjan, mogoče bi najprej en odlomek prebral. Lahko, mi daš ti dam knjigico knjigo, semle. ampak hotela sem to samo povedati. Tukajle je original, gor se pa vrtijo ilustracije iz te knjige. Evo, zdaj damo pa besedo Boštjanu. Ne bo cele zdaj prebral, pa vam bo pa eno celo pravco povedal. Evo, bom, v glavnem, knjiga si že kdaj pokusil Luno, je pač tako, kot pisatelji radi delamo, ko imamo otroke, uporabimo njihova imena, a ne, v kakšni pravljici. In to sta dejansko, Svit in Erik sta dejansko bratranca. In ko je nastala ta si že kdaj pokusil Luno, je bila to mišljena kot ena pravljica, ne, ko na začetku je bilo to naslov Raketa, pa vse, pa smo pa rekli, ker je bila ta slikanica, ko je Igor tako čudovito ilustriral, pa smo se pogovarjali, kaj pa če bi naredili še kakšno slikanico, ne, da naredimo eno mini zbirko iz tega in se rekel, super, ampak zdaj pa ne bosta samo fanta, ne, je pa še Erikova sestrica Lara zdaj noter se vključila v zgodbo in so na morju in jasno se tudi na morju dolgočasijo, ne, in jih domišljija odpelje pod morsko gladino, kjer iščejo, kjer srečajo morske konjičke, kjer jih jezdijo. Samo še to, Boštjan. Najprej smo šli v vesolje, na Luno. Ja. Kdo od nas si ne bi želel iti na Luno? Otrok pa čisto vsaka, ne? Ja. In ko je tista slikanica ta prva išla, smo se pogovarjali, kam bi šli pa zdaj? Pa fino bi bilo, če bi bili 3, a ne? Da bi bila še ena deklica. In potem si se ti pač odločil, a ne? Da gremo pod vodo, ker je tudi en tak neraziskan svet, ki ga pravzaprav vidimo ponavadi bolj na slikah, ne, in je. V glavnem in so takole, pač zdaj jezdijo morske konjičke, ne. O, fuj, je vzkliknila Lara, ki se je nenadoma ustavila. Nekdo se je pokakal. Kje? Je zanimalo Svita. Tamle, pokazala je na klobaso, ki je ležala na tleh. To ni kakec, je pojasnil Erik, to je morska kumara. Gremo raje stran, je posvaril Svit. Morske kumare so res nagravžne. Če se čutijo napadene, vate puknejo svoja črevca. Raje bi jedel smrk kumaro z velikim dobrodušnim velikanom, kot pa da se zamerim taki morski prdokumari. V varnem loku so zavili okoli nje in jezdili dalje. Preletela jih je jata ribic, ki so med plavanjem veselo prepevale. Ribe švigamo vesele, cipli somi in srdele, žurje, kadar so v bližini skati šnjori in brancini.
Naj bo riba modra ali plava, vsaka priplava, ki začne se zabava. Naj bo riba modra ali plava, vsaka priplava, ki začne se zabava. V morju se imamo rade črnorepke in orade. Če se mrko kdo priduša, razvedrit ga skuša. Z napevom so tako očarale Laro, da jim je sledila. Ponavljala je njihove verze in zavila za visoko skalo. Ko sta Svit in Erik opazila, da je krenila v drugo smer, sta ji sledila. Tedaj pa se ji za skale razlegal lajaš. Dečka sta se spogledala. Morski pes? Lara, prihajava na pomoč, je vzkliknil Erik. A ko sta prispela do nje, sta videla, da Lara ni v nevarnosti. Razigrano je čohljala morskega psička, ki je od ugodja molel plavuti v zrak. Kar počakajta ga, je rekla hobotnica, ki ga je držala na povodcu. Lepo je vzgojen, ne bova ju šavsnil. Ime mu je Fonzi, je pojasnila Lara. Pokazala je na hobotnico. To je Hana, to pa sta Erik in Svit. Živjo, Hana, je pozdravil Erik. Kakšne pasme pa je Fonzi? In Hana mu je odgovorila, moker španjel. No, to je, Boštjanu, to, kar smo prej rekli, da zelo rad bere tudi druge knjige, drugih avtorjev, ne, se vidi, da vedno na nek način nas tako, kot bi nas malo takole, cank, a ne, veliki dobrodušni velikan. Ja, v prvem smo imeli Kometa Repatca, tako, Kometa omenjenega, Repatca, ne. in pol še kasneje v tej isti slikanici, a ne, namreč gre še za eno vrečko, a ne, ki jo potem vlečejo, ki hočejo rešiti, a ne, iz morja to vrečko, pa da jo nesejo v smeti. In se seveda zelo dobro, a imaš tisto sliko zraven, se zelo dobro vsi spomnimo potem na Repo velikanko, ker oni tako vlečejo, lejte, čist isti prizorje, skratka, na nek način nas ti, Boštjan, pol povabiš še k temu, da gremo pol še une knjige brati, a ne? Ja, itak je tako pravzaprav, kad pišeš, ne, toliko enih stvari bilo že napisanih, ne, da je skoraj nemogoče neki tasga narediti, kar ni še meni. Se mi zdi, da je fino pol, da uporabiš, če uporabiš kaj tasga, ne, kar je bilo tudi tebi všeč, da pokažeš, ne, in tudi omeniš. Se mislim, da tle tudi pol v knjigi, da so jo vlekli kot nekakšno Repo velikanko, a ne, da je in da pol rečeš, ne, pejte še to prebrati, če še niste. Čeprav to so tudi večinoma tlake stvari tle, ki so jih že kar je super, poznajo, sam ne. se pa rad, še vedno jih imaš pa rad, ne? Ja, seveda, seveda. Evo, zdaj pa, Boštjan, dava malo besedo Igorju. Zdaj pa mogoče nam, Igor, ti kar tako poveš, a ne? Zdaj, mi rečemo, da sta Boštjan pa Igor, tako podobno, kot Boštjan pa Matej, ne, Deceko, ki si ti prej omenila, a ne, Šnofija. Temu rečemo ustvarjalni tandem. To je približno tako, kot da bi se na istem kolesu vozila, ne, z dvema sedežema, a ne, in šibata. V resnici, ja, no, in je pa res, a ne, tako, da potem, seveda, mi zdaj že razmišljamo že spet v naslednji slikanici, kako bomo šli naprej, a ne, ampak vendarle, Igor, nam ti pa mogoče zdaj vseeno malo poveš, prej si že pokazal tudi, a ne, eno sliko si že kdaj pokusil Luno. Kako si se lotil, recimo, prva vajna je bila, kaj se skriva očko v bradu. Kako se ti lotiš potem tega besedila, da to preneseš, a ne, potem v podobe? Ja, v bistvu pri ilustracijah je tako, ne, da niso vedno samo pomembni liki, ne, ampak je včasih tudi zelo pomembno, katero... Igor, čist zraven, daj, ker imaš bolj nežen glas, pa je treba čist zraven. V bistvu pri ilustracijah je tako, da niso vedno pomembni samo liki, a ne, ampak je včasih pomembna tudi tehnika oziroma s čem mi rišemo, a ne. Zdaj recimo, kaj se skriva očko v bradi, sem risal z gvašem, ker mi je pač omogočil tako goste nanose, močne barve, močno črno barvo recimo, a ne, ker je Boštjanova brada je črna, ne. In srebrna postaja. Srebrna, žlahtno srebrna. Ja, no in v bistvu zdaj za tole si že kdaj jezdil morskega konička, se pa dogaja pod vodo in zdaj najbolj logično je bilo, da sem zbral akvarele, se pravi po naše vodenke, a ne. In s temi barvami sem dosegel nekako bolj take prelive, občutek, da se vse skupaj dogaja zares v vodi, a ne. Tako da, to je bilo to, ja. Zdaj pa, a ne, recimo, meni je zanimivo, a ne, Igor, dolgo časa predno,
dolgo časa večkrat prebereš besedilo, a ne? Prav velikokrat. In zelo razmišlja, kako bo to potem spravil v slikanco. In prvi korak je, ko pride na uredništvo, že na nek način, kot da bi bil en tak, že kakor ene vrste stripa, ne? V smislu enih skic, kako bo ta zgodba tekla, ne? Kako je to, recimo, a je tebi najtežji ta del, da si zamisliš, se pravi, kako boš slikal, pa to zgodbo, da jo spraviš tako, kakor v en scenarij? V bistvu ta scenarij del, ne? To so take skice, ki so v bistvu zelo podobne kot tole, samo da ni barve, a ne? To so samo linije. In ta del je v bistvu meni najbolj zabaven, ker tukaj ti nekako postavlja zgodbo in tudi pač skrbiš, da zgodba teče. Ko ti to bereš, mora tudi v bistvu sama ilustracija predstavljati nek, oziroma mora ustvarjati nek ritem v knjigi. Potem, ko pa to ne prinesem na založbo in to tudi likovna urednica Tanja Komadina pogleda, potem pa tukaj v bistvu vidimo, a je treba še kaj popraviti. Zdaj, če je, to jaz popravim na skici, če pa ne, se pa lotem končnih ilustracij. In ta del je pa v bistvu najbolj dolgotrajen, ne? Ker tukaj je treba pa potem vse skupaj dodelati, dodati barve. To je pa tisto, kar traja več mesecev. Tako, ja. Hvala, Igor. Zdaj pa lejte, v rokah držim pa, a Cicibana poznate? Ja, revijo Ciciban. Držim pa eno knjigo, Pozabljivo kapico, in Igor je omenil našo likovno urednico, Tanjo Komadina. Ona je tudi odlična ilustratorka. In Boštjan in Tanja sta pa skupaj delala, se pravi, zgodbe za revijo Ciciban in to je zdaj šlo v taki ljubki knjižici. No, ki pa samo za naročnike revije Ciciban trenutno. Točno, in v njej so ene take prismuknjene zgodbe. In zdaj jaz ne bi kaj dosti govorila, mogoče nam eno poveš. Vsekakor. Evo, a se boste videli malo na stran, da jaz sem zdaj ful prostora rabo, ker skačam okoli. Ja, takole, a smo zdaj za eno zgodbo, tako orang, da se zbudimo. Namreč tale zgodba se začne tako, kot večina pravljic, z eno točno določeno besedo. Kjera je to? Nekoč. In vam lahko jaz nekaj povem. Meni gre ta beseda izredno na živce. Zato, ker čeprav sem jaz to pravljico začel takole. Nekoč je živela deklica. Veste, zakaj mi gre ta beseda na živce? Ker ne veš, kdaj je bilo to. Kdaj je bil ta nekoč? A je bil ta nekoč včeraj? A je bil to pred 10 leti, pred 100 leti, pred 1000 leti? A je bil ta nekoč pred 65 milijoni let? Je bila ta deklica mogoče tiranozaver? Ne vemo. Zmeri moraš počakati na drug stavek pravljice. Ne? In tla se glasi. Nekoč je živela deklica. Ime je bilo Melita. Znači, okej, Melita, to v redu, to zdaj vemo. Ne? Melita ni bila tiranozaver, a ne? Ker tiranozavrom ni bilo ime Melita. Tiranozavri so bili podavati Frančiške ali pa Brunhilde. Ne? Nekoč je živela deklica. Ime je bilo Melita. In za rojstni dan je od babice dobila lepo rdečo kapico, ki je bila tako všeč, da se ni nikdar ločila od nje. Razen, kadar jo je kje pozabila. Pozabila jo je pa vsak dan vsaj enkrat. V šoli jo je pozabila pod klopjo, na igrišču jo je pozabila na vrhu tobogana, v trgovini jo je pa pozabila na polici, kamor jo je odložila, ker se je praskala po glavi, da bi se spomnila, a je mami rekla, da mora prinesti črn kruh in belo kavo, ali bel kruh in črno kavo. In vedno, ko je ugotovila, da kapice ni, je zavila z očmi, se tlesknila po čelu in zavzdihnila, a jej pa ne že spet. Ne? Ampak, če bi bila kapica vsaj edina stvar, ki jo je pozabljala. Melita je pozabljala čisto vse. V šolo je vsak dan hodila 1 uro prezgodaj, da se je lahko vračala po stvari, ki jih je pozabila. Ona šla v šolo, copati, aj jej pa ne že spet, matematika, aj jej pa ne že spet, šolska torba,
Ajej, pa ne že spet. Ne? In zaradi tega se je prijelo ime Pozabljiva kapica. Potem jo je pa neke sobote mamica prosila, če bi babici, ki je živela na robu gozda, odnesla košaro z dobrotami. In zdaj vi ste že pogruntali, ne, na katero znano pravljico se tale pravljica malo obeša, a ne? Na katero? Na rdečo kapico. In zdaj, ne še tega kazati, ne spoilerjev. Kaj je v rdeči kapici kapica nesla babici? Košaro, ja, kaj je bilo v košari? Vino. Zakaj otroci zmeri najprej vino rečete? Štekal bi na Štajerskem ali pa Dolenjskem, ne, sam v Ljubljani smo. Vino pa dobrote, piškote ali potico ali kolač, karkoli, ne, zmeri neki tazga. Ampak Melitina babica je že 4 leta živela zdravo in ni jedla sladkari in ni pila vina. Ampak si je delala domače zelenjavne smutije. In ne vem, kako je z vami, ampak zame je domači zelenjavni smuti najbolj nagravžno zaporedje 3 besed v slovenskem jeziku. Ono, ko mami zjutraj reče, danes bomo imeli pa zdrav zajtrk. Jaz pa tukaj leži mešalnik, pripravljam, poglejmo v hladilniku, kaj je kaj zelenga. Imamo solato, imamo peteršilj, imamo grah, imamo brokolič, imamo unta zeleno od korena, v redu bo. Sine, pricam, tinček, desam, ne še tole majhana, ne za zeleno. In ti daj si... A mora to res spiti? Ja, aha. Kaj pa če sobo raj pospravim? 3-krat? Ne, vsem treba spiti, okej. In pol gledaš in je ki si zbruhal, zgleda ful bolj slastno, kot kar je v kozarcu. Ne? To so te domači zelenjavni smutiji. Ne? In zdaj se pravi, v košari ni bilo potice in vina, ampak ohrovt, mango in mandljevo mleko. Ne? In jasno, Melita vzela košaro, se pogledala še hitro v gledalu, ne, da je videla, če ima kapico gor, ker ne more priti k babici brez kapice, če ji babica kapico podarila, in stekla na avtobus. Usedla se je gor in vožnja je bila dosti dolgočasna. Dejansko se med vožnjo ni zgodilo čist nič. Vožnja je bila toliko dolgočasna, da je imel pripovedovalec čas iti do roba odra in napraviti par požirkov vode. In ravno, ko je pripovedovalec odložil plastenko nazaj na mizo, je k Meliti pristopil kontrolor vozovnic. Je rekel, dober dan, deklica, lahko vidim karto? Je rekla, ja, seveda, segla v žep. In ugotovila, da je njena vozovnica doma na polici pred ogledalom. Ajej, pa ne že spet. Doma sem jo pozabila. Ja, deklica, ne, če pa nimaš vozovnice, se pa ne moraš voziti. Bo treba pa peš naprej. Ja, sej, kaj pač mo, a ne. Dan samo opomin, naslednjič pa me je sabo. Okej, v redu. In je izstopila na naslednji postaji. Ampak se ni preveč sekirala, ker je bila naslednja postaja na robu gozda. Ne? Sicer na nasprotni strani od babičine hiše, ampak je rekla, ja, nič ne. Pa malo stekla po gozdu, se nadihala svežega zraka in bo. In res, tekla je, skakljala, hopsala, ko kar naenkrat zasliši. Kam pa kam? Rdeča kapica. In iz grmovja je vanjo z velikimi očmi strmel volk. Kam pa kam? Rdeča kapica. Oprostite, jaz pa nisem rdeča kapica, ampak pozabljiva kapica, gospod volk. Saj ste volk, a ne? Kako to misliš, če sem volk? A ne veš teh velikih oči? Ja, velike oči imajo tudi sove. Ja, ampak sove pod dnev spijo, kaj pa da velika ušesa?
A je velika ušesa, jo, zajček si, joj, zajček, da bom pogledal, če imam kaj še korenček, če bi korenček. Nisem zajček, nočem korenčka, jaz sem volk, lej, ta usta velika. In je zarjunal vso moč, da je celo pošprical slino. In pozabili, kaj bi te zobrisla, rekel, pa se jaz vem že od oči naprej, da si volk, sam malo te zafrkavam. No, presneta mularija, nobenega spoštovanja nimate do gozdnih zveri, povej mi, kam pa greš. Prav, ja, veš, jaz sem pa k babici, hudo, neseš in košaro z dobrotami, koliko je super, da potica nima rozin, ker rozin res ne maram. Reka, ne, veš, babica si dela domače zelenjavne smutije in ji nesem ohrovt, mango in mandljevo mleko, lej. In mu hoče pokazati košaro in ugotovi, da jo je pozabila na avtobusu. Ajej, pa ne, že spet, moram po njo, in jo je ucvrla nazaj. Volk najprej sploh ni dojel, kaj se dogaja. Da bi očak, kaj smo šla? Prid nazaj, smrkla. Sploh nisi povedala, kaj je tvoja babica doma. Ko naj jo pa požrem, če ne vem, kje stanuje. Ampak pozabljive kapice ni bilo nikjer več. Volk je zagodrnjal, se skril nazaj v grmovje in čakal, da bo mimo prišla kakšna manj raztresena deklica. Melita je pa pretekla ven iz gozda na cesto, kjer je bil spet signal, vzela telefon iz žepa, poklicala mamico in že po enem pisku ji je zmanjkalo baterije, ker ga je po noč pozabila dati polniti. Ajej pa, telefon, ajej pa ne, že spet, ne, in je šla peš domov. Povedala mamici, kaj se je zgodilo, mamica je rekla, ja, sej, ne, kaj pač ima moja pozabljivčica, sej ponovati je kaj tazga, a ne, lej, neč hudga, se bova usedli v avto, bova šli skupaj do babice, pa ji bova odnesli. Super, in sta res to naredili, šli sta na avtobusno postajo, ta glavno, na urad za izgubljene predmete, vzeli košaro in šli do babice. Babica se je razveselila in je pozabljivi kapici postregla z domačimi piškoti, ker čeprav ona že 4 leta ni jedla sladkari, je vedela, da jih otroci vsake toliko časa potrebujejo za normalno rast in razvoj. Ne? In potem so sedele na verandi. Melita z domačimi janeževimi upognjenci, babica in mamica pa z domačim zelenjavnim smutijem iz ohrovta, manga in mandljevega mleka in so se sladkale srečno do konca dneva. A smo koga pozabili? Volka, točno. A vas zanima, kaj je bilo z volkom? Volk je pa čakal in čakal in čakal in čakal, pa ni bilo mi nikogar. Potem mu je že začel kruliti v želodcu in rekel, joj, a sem jaz pojedel enega pujsa, pa sploh ne vem. Pa je poti dal roko not, pa poti bo, ne, prazen želodec, to mi krulo od lakote. In je gledal, kaj bi lahko jedel in je videl tam neke jagode in je šel in je jih usmukal, in videl, sploh niso toliko za nič. In je še jedel, dokler jih ni zmanjkalo. Potem je bila pa že pozna ura in se je ulegel pod grm in zaspal. Drugo jutro se je zjutraj zbudil, zazehal, pretegnil in se odpravil po gozdu iskat Melitino babico. In je hodil po gozdu in hodil toliko časa, da je našel babičino hišo in ko je našel babičino hišo, je našel tudi babico in jo prosil za recept za jagodni smuti. Rekel je, babica, te jagode sem včeraj probal, vse so kul, ampak a se jih da narediti še boljše. Rekel, seveda, ti bom jaz miksala nekaj in mu je namiksala. In potem sta se spoprijateljila in sta ugotovila, da imata oba čist hude ideje za razne napitke in sta postavila sred gozda stojnico, kjer so se radi ustavljali čisto vsi sprehajalci. In nauk te zgodbe? Nauk te zgodbe, dragi otroci in otrokinje, pa je, da torej, zgodba, ki sem jo ravno kar povedal in ste jo vi ravno kar poslušali, zato ker sem vam jo ravno kar povedal, ima nauk. In nauk te zgodbe, ki sem vam jo jaz ravno kar povedal, vi pa ste jo ravno kar poslušali, ker sem vam jo jaz ravno kar povedal, je, torej, ta zgodba ima res hud nauk in ta nauk
se glasi, da vse bi vam ga povedal, ampak sem ga pozabil. Jej, pa ne že spet. Hvala. A vidite, zato imamo pa knjige, da lahko in not preberemo, če kaj pozabimo, vedno znova. Ne? Jaz bi se seveda najprej zahvalila Boštjanu, potem Igorju in A lahko predvsem... nekaj povemo, Dajmo. katerega pa še nismo. Ja, ne? zdaj sem še hotela povedati, da kam gremo. Ne, to. A ne to, kam Jaz bi gremo. samo to rad povedal, ne, da Igor Ja, je bil za zaradi nagrado? za nagrado, ja, ne, si že kdaj jezdil morskega konjička, ne, je dobil, obstaja IBI, Mednarodna zveza za otroško in mladinsko, Za Luno, A je to še za nazaj, za ja. prvo, ker ne morajo dati nekaj za naprej. Ja, to dajo je za vedno nazaj. Ja. To so takrat, si že kdaj pokusil Luno, Ja. je bil uvrščen na častno listo IBI. To vsako leto v vseh državah, ko sodelujejo, podelijo častno listo enemu avtorju, enemu ilustratorju in enemu prevajalcu. In te ilustracije si že kdaj pokusil Luno, so tako prepričali strokovnjake, da ima Igor zdaj doma plaketo častne liste IBI, slavila pa skupaj in za Brado in zdaj za morskega konjička pa nominirana tudi, sva bila med 5 oziroma 6 slikanicami, ki so se potegovali za nagrado najlepše Kristine Brenkove za najboljšo izvirno slovensko slikanico. Tako da, ker res meni je tako, pa zmeri imam to srečo, da sem glih takrat, ko ponavadi, ko Igor prinese ilustracije, sem jaz nekje na založbi, slučajno v Ljubljani in jaz zgodbo napišem in ne si nekaj predstavljam, mogoče kako bi bilo pol. Pa jaz vidim te ilustracije, ki jih Igor naredi in padem dol. In sploh, ko Igor začne kakšne stvari noter dodajati, te miške, ki se skozi dogajajo. Zdaj v tem mislim, da bo čez sliko ali dve, mi je genialno, ki je narisal 2 navadna ježka s potapljaško masko pa z tauherorom, ne, in take, ker pač Igor ima res toliko, vzame to besedilo, ga ful z eno toplino, z hudomušnostjo nariše in potem še neke take detaljčke, da skupaj. Je pa tukaj zdaj ta zgodba o Luni, lahko povem, ne. A mi podaš tam le Luno sam, ta zadnjo stran. Namreč, jaz sem končal, ko sem napisal to, si že kdaj pokusil Luno, je bilo tako, da gre svit v sanjah, se imaš ti tamle, a ne? Ne, te nimaš, da gre svit v sanjah na Luno odleti in jo grize toliko časa, da je od nje ostal sam še tanek zadnji krajac. In jaz dobim to ilustracijo in jaz tako gledam, mene so učili, če je zadnji krajec v obliki črke C, ker crkuje Luna, če pa prvi krajec je pa D, ker se debeli. In jaz to gledam in to meni zgleda kot črka D. In kličem jaz Igorja, sem rekel, ti veš, kakšen je zadnji krajec? Prav, kakšen? Ne? Prav, sem rekel, ja, drugače obrni, rekel, in se prestrašil, ker veste, če bi tle obrnil Luno, bi mogel celo risbo drugače narediti, ne. Prav, to pomeni, da bom moral še enkrat risati, ne, in sem rekel, ne, bom jaz spremenil besedilo, pa bom dal besedico zadnji ven, ne, ker je pa tudi res, da je tako narisana, ne, če bi bila Luna tako obrnjena na tej risbi, bi ful čuden zgledala, ne. Sam povem, ko smo to jemali v šoli, sem špricu. Tako, kot vidite zvane, a kaj? No, vidite, kako se to godi, ne? In ni naključje, da pa rečemo, da stopamo v svet čudežev. Ker to se mi zdi pa res še en tak čudež, ker to ni Boštjan vsak teden na založbi, da ne boste mislili. Pa niti slučajno se nam nasanja točno, kdaj bo Igor z ilustracijami prišel in točno takrat se on tam pojavi. Tako da meni je to, zdaj me zanima, kaj bo pri naslednji slikanci, če bo to možno. Pri naslednji slikanici se va pa za nalaž zmenila, ampak na vam benmu povedala in Pa bova, boste pa kaj pa ti tukaj? Ko bova sočasno prišla skozi vrata, živijo, ne, kaj, ja. Midve s Tanjo se bova pa čudile, kako je to mogoče. Ne vedel, vavamo pa tudi prej že povedali, da na skrivaj konfete naštimale na stroj, da se v konfeti dol usul. No, lejte, zdaj vas pa jaz vabam na stojnico Mladinske knjige. Tam bosta zdaj Igor in Boštjan podpisovala vse knjige, pa tudi, če nimate knjige, mogoče pa na roko ali pa na nogo. Imam štempilko, imam vse. Ja, tako, na čelo torej.
Skratka, vabljeni na stojnico Mladinske knjige, lahko tam boste tudi če kaj vprašali Seveda. ali Igorja ali pa Boštjana, ker zdaj nam je pa, a ne smo pa končali. Tudi fotografirali se boste lahko, pravi Laura. Ja, tako je. Tako. Torej, dobrodošli tam na stojnice Mladinske knjige in hvala, da ste prišli. Hvala. Hvala.